Desetletja je izraelski visokotehnološki sektor poganjala gospodarstvo države. Danes ustvarja skoraj petino izraelskega BDP-ja. Skoraj 60% izvoza. In samo lani je bil odgovoren za približno polovico gospodarske rasti države. Toda pod temi osrednjimi kazalniki se že začenjajo kazati razpoke. In vodilni v industriji opozarjajo, da je največja konkurenčna prednost države njeni ljudje. Počasi izginja. Visokotehnološki sektor je lokomotiva izraelskega gospodarstva. Kratkoročno, izraelsko gospodarstvo bo preživelo, ker je ta pojav prisoten, vendar ni dramatičen. Na dolgi rok bo to uničujoče. Ne morem preceniti te grožnje. Industrija se ne sooča z eno krizo, sooča se z večjimi. Umetna inteligenca, vojna, močan šekel in vse večji odliv možganov. Za Alexa Greenberga te spremembe niso teoretične, že se dogajajo. Namesto da bi vodil samo razvijalce programske opreme, zdaj vodi ekipo agentov umetne inteligence. Ustvaril sem sistem, ki deluje popolnoma avtomatizirano z agenti, ki opravljajo delo, ki so ga prej opravljali moji delavci. Niso vzeli dela delavcem. Spremenilo je njihovo delo. Zdaj so kot varuhi sistema. Danes umetna inteligenca še vedno potrebuje nadzor. Jutri verjetno ne. Dejansko lahko govorim s svojimi agenti in jim povem, kaj želim in kako naj to naredijo, ter dobim odgovor. Na začetku je veliko napak, ampak se učijo precej hitro, celo z zastrašujočo hitrostjo. In to že spreminja trg dela. Trenutno je v Izraelu manj delovnih mest v visokotehnološkem sektorju. Mladi diplomanti, ki pravkar končujejo univerzo, so običajno našli službo in vstopili na trg dela. Ne najdejo služb, zdaj začenjamo čutiti spremembe in z mojega vidika v 3 do 5 letih se bojo stvari še bolj zapletle, ker bo umetna inteligenca na neki točki lahko nadomestila človeka. Umetna inteligenca še vedno potrebuje ljudi. In kolikor lahko vidim, bo večina umetne inteligence potrebovala ljudi. Če se lahko naučite delati z umetno inteligenco in jo izkoristiti, vam bo šlo odlično. Samo pomislite na zgodnja leta interneta. Ljudje so mislili, da bodo internet in njegove komponente vzeli nekatera njihova delovna mesta. In so jih res. Toda tisti, ki so se naučili uporabljati in izkoristiti internet, so na koncu imeli zaposlitev. Prišlo bo do zmanjšanja zaposlitvenih priložnosti, v bližnji prihodnosti. Ampak mislim, da je Izrael dejansko zelo dobro postavljen, da izkoristi nova delovna mesta, nove priložnosti, ki jih bo prinesla umetna inteligenca, ko se bo prah morda začel polegati. Umetna inteligenca je le del sestavljanke. Vojna je povzročila ogromno negotovosti. Rezervna dolžnost se je podaljšala za mesece. Zaradi tega so vlagatelji postali bolj previdni. In močan šekel pomeni, da so izraelski zaposleni veliko dražji od svojih konkurentov v tujini. V kombinaciji z neverjetno visokimi življenjskimi stroški pomeni, da smo priča odlivu možganov. Od leta 2019 se je delež izraelskih zaposlenih v raziskavah in razvoju, ki delajo v Izraelu, zmanjšal z 69% na le 62%. Šekel je zelo močan v primerjavi z dolarjem. To pomeni, da prodaja, ki jo opravimo v tujini in je v preteklosti pokrivala plače in najemnino, najem pisarn in dalje, tega več ne pokriva. Drugi problem je negotovost v Izraelu. Zato vlagatelji raje obdržijo svoj denar v tujini. Največja skrb pa niso podjetja. To so ljudje. Od začetka vojne se vsak mesec več kot 800 izraelskih zaposlenih v visokotehnološkem sektorju dolgoročno seli v tujino. Približno 70% več kot pred vojno. Za večino držav se ti podatki morda zdijo majhni. Tudi izraelska visokotehnološka industrija ni velik zaposlovalec. V tem sektorju dela le približno 400,000 ljudi. Približno 1 od 10 delavcev. In vendar, ti zaposleni ustvarijo skoraj petino državnega gospodarstva. Skoraj 60% njenega izvoza. In približno četrtino vseh prihodkov od dohodnine. Zato ekonomisti pravijo, da ima lahko že razmeroma majhen odliv možganov nesorazmerno velik vpliv. Vlada se je začela odzivati. Uvedla je davčne spodbude, namenjene privabljanju zaposlenih v izraelskem tehnološkem sektorju nazaj domov. Ponudila nove spodbude za vlagatelje in namenila približno 1 milijardo šeklov za nacionalno strategijo umetne inteligence. Največje tveganje je odliv možganov. Dramatičen del izraelske obrambe pred raketami, bodisi iz Libanona ali iz Irana, temelji na izjemno močnem, visokotehnološkem sektorju. Ko ta kader zapusti državo, bomo veliko bolj izpostavljeni tem grožnjam.
Izrael mora narediti državo bolj privlačno z davčnimi ukrepi in drugimi spodbudami, da bi ljudje ostali tukaj. A veliko vprašanje je, ali bodo izraelska podjetja še naprej uspešna tukaj, iz samega Izraela. In če ne bodo, si lahko Izrael to res privošči. Mislim, da bomo v bližnji prihodnosti videli upad, vendar verjamem, da se bodo stvari pobrale. Mislim, da imamo veliko optimizma. Vse nauke črpamo iz vojne, umetne inteligence in tehnologije, ki jo uporablja vojska. Zdaj bomo videli, da bo to prišlo v zasebni sektor, v nova zagonska podjetja, nova podjetja s področja umetne inteligence in nove priložnosti za zaposlitev. In to bomo še razširili, zato bi brez odlašanja rada pozdravila Nadava Cohena v studiu. Ste profesor umetne inteligence na Univerzi v Tel Avivu in soustanovitelj zagonskega podjetja Imobit. V tem poročilu smo slišali veliko izzivov, s katerimi se trenutno soočamo kot startup nacija. Kaj menite, da je največji izziv? Mislim, da se res soočamo z različnimi vrstami izzivov. Nekateri med njimi so globalni, nekateri med njimi so domači. Mislim, da so globalni izzivi sami po sebi zelo, zelo pomembni. In domači izzivi, s katerimi se soočamo, geopolitični in tudi valutni, to še dodatno poslabšujejo. Vendar pa mislim, da lahko izkoristimo nekatere prednosti, ki jih imamo v izraelskem tehnološkem ekosistemu in postanemo vodilni na področjih, kjer trenutno nismo. In to bi nam res lahko pomagalo spoprijeti se s temi izzivi. O katerih področjih govorite? Torej, obstajajo različne vrste področji. Mislim, da ne moremo biti vodilni na področju umetne inteligence na splošno. Evolucija generativne umetne inteligence na nek način mislim, da nekoliko zaostajamo. Izrael je bil včasih veliko bolj napreden na področju umetne inteligence v primerjavi z drugimi državami. Zdaj pa zaostajamo ne le za ZDA in Kitajsko, ampak tudi za drugimi državami. Mislim, da obstajajo vidiki umetne inteligence, kjer se revolucija še ni zgodila in tam lahko resnično vodimo. In en od glavnih primerov, ki me osebno zelo zanima, je fizična umetna inteligenca. To pomeni umetna inteligenca, ki deluje v fizičnem svetu. Robotika ali optimizacija proizvodnje ali v zdravstvu ali droni, to so področja, kjer mislim, da lahko Izrael resnično vodi. In zakaj mislite, da lahko v Izraelu posebej vodimo na teh področjih? Zato obstaja več razlogov. Prvič, ekosistem, ki ga imamo na področju obrambe. Imamo veliko tehnologij, ki so se izkazale v zelo težkih razmerah na terenu. Veliko inženirjev ima izkušnje na različnih področjih, ki so potrebna za uvedbo takšnih tehnologij na terenu. Tukaj imamo tudi zelo močno akademsko podlago. Še posebej na področju teorije umetne inteligence in temeljnih vidikov, kot je matematika. Te stvari so res pomembne, če umetno inteligenco prenašate v fizični svet, kjer sta robustnost in varnost ključnega pomena. V primeru klepetalnega robota, če naredi napako, to ni videti dobro. Če robot naredi napako v resničnem svetu, rezultati so lahko katastrofalni. In poleg teh dveh stvari, obrambe in akademskega sveta, obstaja tudi tesno povezan ekosistem zagonskih podjetij. In mislim, da če uspemo povezati te tri stebre, lahko resnično pridobimo prednost. Kaj pa ti misliš, ker v poročilu je bilo omenjeno tudi odliv možganov? Kaj misliš, da se zgodi, ko vsi te talenti odidejo v tujino? Torej, res obstaja problem z odlivom možganov. Poganjajo ga različni dejavniki. Mislim, da s tem, ko postanemo vodilni, mislim, da s tem, ko postanemo voditelji, bo to pomagalo. Veliko ljudi privlačijo kraji, kjer lahko pokažejo svoj talent in želijo biti na vrhu. In resnično mislim, da na teh področjih, ki sem jih pravkar opisal, Izrael je lahko na vrhu. In vsaj nekateri ljudje bodo raje ostali, še posebej, ker na teh področjih v nasprotju recimo s kibernetsko varnostjo, kjer lahko ljudje, veste, zapustijo IDF, enoto 8200 ali druge enote in ustanovijo zagonska podjetja, ter postanejo vodilni svetovni strokovnjaki. Na teh področjih umetne inteligence in še posebej fizične umetne inteligence, akademsko ozadje je ključnega pomena. In resnično potrebujete to usposabljanje, več desetletno usposabljanje. In tako akademija, akademska sfera, to je res glavni dejavnik, na katerega bi se morali zanašati. Torej, ali mislite, ker ste pravkar omenili, da smo nekako v tekmovanju med Ameriko in Kitajsko, trenutno oni vodijo, kaj pa potem menite o državah, kot so Indija, vzhodna Evropa? Vsi tehnološki strokovnjaki od tam so cenejši, včasih imajo celo več znanja. Kaj menite o tem, da tekmujete z njimi?
Mislim, da je bil Izrael nekoč kraj, kjer so podjetja imela raziskovalne in razvojne centre, ker je bilo to ceneje kot v Evropi ali na Zahodu. Oprosti, Zahodna Evropa ali ZDA, včasih je bilo ceneje. Dobil bi dobro nadarjene ljudi, vendar bi bilo ceneje. Mislim, da trenutno ni tako. In če poskušamo tekmovati z standardiziranim inženiringom, poskušamo tekmovati z Vzhodno Evropo in zagotovo z državami, kot je Indija. Mislim, da nam ne bo šlo prav dobro. Mislim, da bi se morali osredotočiti na tista področja, kjer bomo vrhunski glede naše uspešnosti. In tako, tudi če smo relativno dragi, je še vedno vredno naložbe. Kibernetska varnost je primer. Mislim, da obstajajo vidiki umetne inteligence, kjer lahko dosežemo enako raven ali celo več. In za konec še zadnje izjave. Ste profesorica na univerzi. Bi še vedno priporočili ljudem, naj gredo študirati, naprimer, programsko inženirstvo? Ampak priporočil bi tudi, da ste zelo pozorni na spremembe in trende, ki se dogajajo. Ter da razumete, da je programsko inženirstvo zdaj premikajoča se tarča. Ves čas se spreminja. Samo programiranje danes ni več dovolj. Ti modeli umetne inteligence to zmorejo odlično. Osredotočiti se moraš na tista področja, kjer imaš lahko resnično prednost in postaneš strokovnjak. Naprimer fizična umetna inteligenca. Obstajajo tudi drugi primeri. Torej, da, priporočal bi. Vendar morate biti zelo pozorni na to, kaj se dogaja in se resnično usmeriti tja, kjer lahko zasijete. Nadav Cohen, profesor umetne inteligence na Univerzi v Tel Avivu in soustanovitelj podjetja Imobit. Najlepša hvala, da ste bili z mano.